Rdeči križ Slovenije vse od gradnje hotela Arja na Debelem Martiču v izjemno težkem finančnem položaju. Bremenijo ga tekoče izgube, ki so jih z novim hotelom pridelali v minulih letih. Velike težave pa mu delajo tudi tožbe opeharjenih podizvajalcev skupaj težke 3,5 milijona evrov. Mi smo imeli podizvajalce za izgradnjo tega hotela, res pa moram posebej poudariti, da smo pa gradili ta hotel na ključ, to se pravi z Vegradom, in jaz osebno kot predsednik ali pa sekretar in ostali strokovni sodelavci, nihče ni, kako bi rekel, nekako kontaktiral z podizvajalci. A ti se zato niso zmenili, potem ko je Vegrad propadel, denarja pa na njihovih računih ni bilo, so šli v sodni boj. Če bi se končalo vse ne v naš prid, ne v našo zgubo, mi ne vidimo drugega izhoda kot verjetno stečajne, čist na koncu. Ne. Da so razmere kritične, govori tudi nekajdnevna blokada bančnih računov, potem ko je eden od podizvajalcev s pravnomočno sodbo preko sodišča že dosegel izvršbo. Ta blokada je res nastala zelo na hitrico, na brzino. Jaz sploh ne vem, kako more tako hitro blokirati, ker še mi nismo vedeli za izid drugostopenjske odločbe in je bilo že blokiran. Kot izhaja iz ene od sodb, Rdeči križ v resnici denarja ni nakazoval ne Vegradu, ne podizvajalcem. Debeli milijoni so v večini primerov končali na računih podjetij Prvi Faktor in Prva finančna agencija, ki na Debelem Martiču nikoli nista delali. Glejte, to je pa cesija. Pri cesiji pa naročnik ali pa investitor ne more prav nič. Vi vprašajte upravnike, jaz sem jih takrat tudi konzultiral, ko sem prve te pogodbe podpisal oziroma samo dal soglasje, se sploh nič drugega ne narediš, ko daš soglasje, ker on proda svojo terjatev nekomu drugemu in to je ravno tako, če jaz ne bi izvedel tega postopka oziroma dovolil, bi bil ravno tako na sodišču, zakaj nisem to naredil. Ne. Postavlja se vprašanje odgovornosti. Moj cilj za poslovanje je bil vedno, da bomo dobro delali, ne? Ampak nažalost je prišlo do problema Vegrada, stečaja in zdaj smo tam. Ne? Zdaj, koga obtoževati, ne? Kdo je najbolj kriv, to bi zdaj ta trenutek zelo težko rekel. Ne? Drugače meni nekdanji vodja investicij, ki se je z Rdečim križem rešil kmalu po nastalih zapletih. Ključno pri temu, po mojem, je, da je Rdeči križ, konkretno predsednik Rdečega križa Franc Košir, mogoče iz malomarnosti ali neznanja, v kar pa že jaz ne dvomim, zapravil Rdečemu križu zelo veliko denarja. Tako so ostali nepoplačani podizvajalci, za kar bo Rdeči križ plačal še enkrat in to moram povedati ne samo podizvajalci, ki so delali za gradbeno firmo Vegrad, pač pa tudi podizvajalci, ki so delali za firmo GPG, ki je dobavljala opremo. Naj povem samo en primer. Tik pred stečajem podjetja GPG Grosuplje je gospod Franc Košir, kljub temu, da je vedel konkretno Soča oprema, da je imela zahtevek za direktno poplačilo, asignacijsko pogodbo, ki je bila strani GPG-ja podpisana, jo ni plačal, pač pa tik pred stečajem je plačal sredstva potem propadlemu GPG-ju. To ni niti neznanje, niti naključje, mislim, da gre že v kriminal. Do aktualnih razmer, ko bo Rdeči križ določena dela moral plačati še enkrat, so kritični tudi v območnih združenjih. Problem pa seveda je, da je tu bila neka čudna kombinacija javnega razpisa, javnih sredstev in seveda tisti, ki so bili odgovorni v Rdečem križu ali strani Rdečega križa, seveda niso ravnali pravilno, glede na to, če bodo seveda odločbe takšne, virov, koliko se jaz vem, Rdeči križ Slovenije seveda ne bo imel, da bo lahko te zadeve dejansko poravnal. Naj se vrnemo k hotelu Arja. Vse od odprtja leta 2010 pa do danes so s tekočim poslovanjem ustvarili preko 1 milijon evrov izgube. Tukaj so še milijonski krediti z naslova gradnje objekta. Pod velikim vprašanjem pa so tudi evropska sredstva, ki jih je prispevala Evropska unija. Verjetno vedo, kaj delajo. Realno pa je, da stvari niso takšne, kot bi morali biti. Če bi nam ne uspelo, danes ne morem govoriti o nobenih številkah, se zna zgoditi, da bo likvidnostno stanje Rdečega križa v celoti pogubno. Pred Rdečim križem pa je še en problem. Pred dnevi je odstopil Koširjev namestnik Milan Brglez. Humanitarno organizacijo pa v prihodnjih mesecih namerava zapustiti tudi generalni sekretar Daniel Starman.